Živijo, dragi moji, zaljubil sem se v to, kar delam. Današnji dan sem hotel spustiti, pa ne morem. Enostavno ne morem. Pripravljal sem ene 4 različne teme. Na koncu sem ugotovil, da najboljše, da vam dam naravo, pa me pa malo tehnologija heca. Pa nimam posnetkov krasnih iz trenutnega časa, imam pa posnetke od zadaj. Od zadaj imam posnetke iz časa nazaj. Takole sem drsal sam v prečudovitih jutrih, takole mislim, da se bo zavrtila stvar, mogoče se ne bomo pa še enkrat zalaufali. Se ne bomo pretirano s tehnologijo kregali, zato ker največja tehnologija, ki jo probamo mi vzpostaviti, smo mi sami. Ne? In mi smo največji kvantni računalnik in največji izum univerzuma. Dajte razumeti, da niste vi kamni padli. Ne? Jaz sem bil toliko navdušen nad stvari, toliko stvari bi vam povedal, ampak sem si dal eno pa tlele v krogec, sem si jo prav obkrožil. A si vi predstavljate nov svet? A si vi predstavljate svet brez mest, brez prevare, brez lažnivih politikov, brez lažnivih kontrolorjev tega našega habitata? Si vi predstavljate, kako smo lahko lepa družba, prečudovitih ljudi, kjer tehnološko ustvarjamo, ampak iz narave ven, iz naša narav, ne, naša narava kot taka, in mi smo del narave. In izhajati iz tega miru naravnega, mi lahko dosegamo to univerzalno zavest. Eto, ljudje so uporabljajo zavest, nekateri drugi so pa nezavestni, ker ne uporabljajo svoje zavesti. In ko bomo mi razširili zavest, se bomo zavedali, da je vse ljubezen, ne, ali kaj drugega. In ta nova družba bi dobro skrbela za naravo. Dam en dober primer. Če grem jaz, ko sem iz Cerknice, na hrib, tukaj čarovniški Slivnico, in pogledam dol naše čarobno Cerkniško jezero, vidim eno tako majhno pikico, to je Cerknica, pa pol je ena majhna vas, je Martinjak, pa Grihovo, pa to so mičkene pike. Vse ostalo je pa nič. Ne, narava je, mislim, tam ni nemera, kaosa. Veste, samo v Cerknici noč so ljudje, pa drama, pa kaos, pa krediti, pa upravna enota, pa policija, pa... A veste, na Slivnici tega ni. Ampak to je samo en hrib, tam tleh še nekaj okrog, pa nisem noben hribolazec. Hočem reči, da toliko je placa, kjer bi nam lahko bilo lepo, kot posameznikom, ali pa kot skupini, si vsaj en klinc. Ampak če jaz hočem v enem koščku te narave, ki jo vidim iz Slivnice dole, reči, a lahko tamle to, ki je mojega, Turšič, to pa ne. Tole imajo pa logarji, čez pa lastniki, ki so se preselili v Francijo, Ameriko, Španijo in Brazilijo. Ti pa ne boš, ne. Prav pa ne. Ti pa moraš biti tukaj, kjer si, ne vem, ali se rodil, ali plačuješ najemnino, ali si vsem klinac. Veste, ni prav, da so samo nekaterim ljudem dodana neke upravljalske pravice. Nimam nič proti lovcem, da ne bo kdo narobe razumel, celo drugače. Imamo zelo lepe odnose. Ampak kljub vsemu ne more biti lovci pa gozdarji šefi gozdov, ne? In zakaj sem prišel na gost? Zaradi tega, ker en krasen plac se spreminja iz prečudovite, iz čarobne hiške palčkov se spreminja v veliko lovsko kočo, betonirano, tam sred gozda. Ampak Turšič pa ne sme imeti kolibe, ker to je pa seveda protizakonito. Še enkrat, nimam nič proti lovcem, ampak vseeno, ne, v Cerknici velja nek, kaj se vem, pa ne samo v Cerknici, kaj je že urbani načrt, ne. Nekdo bi imel fluorescenčno streho, barvo kritine.
Ni dovoljeno, ker urbani načrt pravi vse rdeče. Ne more zdaj en reči, bomo pa zeleno. Mislim, ja, tudi, če ima dosti keša. Malo se heca. Skratka, novi svet bi sodeloval z naravo. Ena moja koliba v Javornikih ne bi nobenega ne medveda, ne jelena, kamoli narave ubila. Celo drugače. Lepo bi bilo in naravi in meni. Kako bi bil lep svet, če se ne bi ljudje napajali z res, bom rekel, strupi. Pa ne si bo brezalkoholne ali pa alkoholne pijače. Veste, sam vino se mi zdi, da je res prečiščeno, prefiltrirano skozi trto in fermentirano in ne vem kakšne procedure. Vino kot tako, ja, mislim, vse pive, vse greznice od špiritov in likerjev, to je ena Ko bi mi ljudje znali jesti zelenjavo, pa ne več žrt tega mesa. Odvisni smo od mesa, odvisniki težki smo od mesa. Ne moramo ven iz tega, da bi potrebovali nekaj. Ko bi mi znali razumeti, kaj je eter, kaj je eter ujet v paradižnik, kaj je eter znotraj paprike, ki je zrastla vam na vrtu in ki ste jo poslinili seme in jo vzgojili. In ona bi vam to ljubezen, ki ste jo vi dali, vrnila. Mnogokrat več, ne. Sam mi ne znamo, mi damo to, naj papriko vzgajajo upravljalci paprike in oni na to papriko našraufajo. Čisto vse, sem da ta paprika ni več paprika. Pa za paradajz isto velja, pa ne bom se nadaljeval, ne. Tudi za meso isto velja, zelo slabo je energetsko. Tudi jaz še kdaj kakšno cvrk, tudi jaz še kdaj kakšno baso, nisem še se uspel, tudi jaz ne spucati. Ampak v prihodnje zagotovo bomo te stvari eliminirali, a ne. In to je ta novi svet, o katerem govorimo. A veste, eno taborništvo, da mi bi znali skupaj kot družba stvari narediti čisto simpel. Ne pa zdaj, pa načrti, pa razpisi, pa izbori, pa certifikati, pa ko je jači, pa ko ne može, mislim, te so take bedarije. A veste, ljudje bi čisto simpel naredili stvari. Da bi bili drug do drugega prijazni, da bi znali dati iz sebe, iz svojega uma več prijaznosti do ljudi, ne pa iz uma namenske neprijaznosti, zavajanja in ne vem, kakšnih še vse lumparij. Ko bi lahko verjeli drug drugemu, ne, si zaupali, ker danes ne moramo nobenemu več verjeti, niti zaupati, niti ne moramo zaupati v smislu svojega življenja, ker te bo itak spustil. Za razliko od ljubezni, ljubezen te ne bo nikoli spustila, a ne. Da bi mi znali sodelovati drug z drugim, kot je znala sodelovati normalna zdrava družba. Jaz tak svet vidim, predstavljam si ga. Zaradi tega, ker me je na te stvari spomnil John Lennon. Rekel, imagine, predstavljaj si. Pa ni bil sam John Lennonov, ne, mislim. Ful je sanjaj, ne, sanjaj, zdaj si pa sanjač, pa je spet narobe, ampak dajmo si predstavljati to lepo družbo, sanjajte o lepi družbi, sanjajte o novem lepem svetu. In vsekakor bomo lažje speljali vsak pri sebi do te notranje svobode, če se bomo umaknili iz nesvobode, a ne? Za začetek umakneš, kar dela težavo, pa pol se da kaj rešiti, a ne? In mi moramo sebe res umiriti, osvoboditi tistih stvari, ki na nas ležijo prepopane. To so napačna dejanja, grešna in pregrešna in zlikovstvo so ljudje imeli vmes. Res ne bi hotel nikogar obsojati in ga ne, nobenega. Želim pa, da bi vsak pri sebi razčistil, nemudoma mu je vse oproščeno, ker če sam sebi oprostiš, ti oprosti tudi Bog. Pa sej Bog smo mi sami, ne? Smo včeraj pogruntali. Pa že predvčerajšnjim tudi. In škoda je, da nase popate stvari, ki ne nucajo. Železu, rja ne nuca.
daš jo v mašino, ki se frekvenčno odbije, to je dol in je stvar rešena. In hvala Bogu imamo pomoč svetlobe. Z vseh strani, skozi eter, vpliva na vsako našo celico. Tako kot voda na ribo, mi smo pa v etru. Ampak ta eter so nam ves čas skrivali, ker če bi nam ga res predstavili, ne, kot 5. element, imamo ogenj, voda, zemlja, zrak, pa eter, 5. element, ki je falil. In to ta del zavesti. Mislim, tisti del, ki je zavest. Mislim, zavest. In ta zavest deluje na predstavah in tudi predstave se vlijajo. Ampak če ne bomo mi znali sebi oprostiti, se očistiti, je pa klinca klanca. Zakaj? Bom dal en krasen primer sem na gruntu. Mi ljudje smo medi. Med nebom in zemljo smo mi vmes kot ena žica. Ja, medi, ne, po katerem se pretaka nek štrom. Elektrika, energija. In mi smo zvezani v eno. Ne? In zdaj tukaj na zemlji smo iz ene žice, debele, taka žica je pa 7 milijard takih mikrožičk pripetih, ne, nekje se ločijo in gre vsaka posebej na to zemljo. In zdaj mi smo del ene žice, ne, ki vodi elektriko med zemljo in nebom. Ne. In tle mi vmes kot človek smo pa upornik, ne. Tle zdaj ali teče po tej žički gor ali pa ne teče. Ne. Smo kot štekar, upiramo se. Zaradi tega je zelo pomembno, da sami sebi rečemo, ni to nov stavek, let it flow, naj teče, pusti, naj gre. In ta energija, ki teče med nami, se pravi med vsakim posameznikom, med zemljo in med to veliko žico, ne? Tle vmes je en filter. Tle noter ta žica od zgoraj, ta velika, ki sem rekel, da pride skupaj, ta žica pa ne pusti umazanije sabo, laži, prevare in neresnice. In bremen tudi ne, a ne? Zaradi tega je nemogoče, da vi pridete v polje sterilnosti nesterilnih. Torej, v polje čistega, umazani s svojimi lažmi in grehi. Vendar nemudoma, ko sami sebe nehate grešiti in v okolico seveda, ko si oprostite, fliknete bremena čez in mislim, v tem trenutku vam je dovoljen prehod v naslednjo testno inkubacijsko komoro, recimo. Ne? Tle je ponovno preverjanje, ali ste vi uspešno se odločili, da ne boste več lagali in dobite nove teste. In še je teh komor v življenju, kjer vas univerzum sprobava. Ste v svojih mislih in namenih prepričani, oziroma čisti, delujete pravilno. Ja, preverim, res? Ja. Ma kaj res še enkrat? Ja. S tem, da življenje, mislim, univerz te ne sprašuje, ampak te fizično, ne, ampak ti daje preizkušnje. To so te lekcije, ki si rečete, zakaj mi je zdaj avto crknil sredi jezera, no? Kaj meni to treba? Ne? Lahko se razburaš na to, lahko pa rečeš, ok, zgleda, da moram še nekaj videti. In na tej poti od tiste točke pa do doma srečaš 7 stvari, na katere prej tudi pomislil ne bi, če bi se z avtom pelil. Ne? Se pravi, vse to so lekcije, preizkušnje in testi, čez katere mi hodimo. Koliko se jaz, ne. Jaz bi vam vse nahmadal, pa ne znam. Upam, da po koščkih kaj ujamete, da kaj sestavite skupaj. Resnično upam, kmalu se bo zgodilo predavanje, najel bom dvorano in dokler, vstopnina bo na koncu bomo plačali vstopnino, da plačamo to dvorano. Tam imam pa za vas res take stvari, ne morem z muziko zdaj se iti preveč, tam bi se pa šli, pa tudi vi bi mi dali kakšno iztočnico.
Mogoče pa prej en live naredim, pa naredimo eno tako v dvoranci, takih, ne vem, boste mi povedali vi, kdo bi prišel. Če nas bo 15 prav, če nas bo pa 150, bo pa še bolj prav. Ne? Mislim, jaz sem ozvočevalec, jaz znam za 15,000, kar se mene tiče. Ne, se zezam. Ne morem vse pred kamero, lejte, tudi ne morem niti s televizijo, z glasbo bi vam, pa tudi ne morem tle, ne bom se še postprodukcije, v živo bi vam pokazal, kaj je rompompom. Mislim, res bi vam, kocine bi vam dvignil, veste kako, ampak da, nima veze. 15:45. Jaz mislim, da je ena taka popoldanska kratka čist okej. Mislim, ali odprem še eno? Ne, se je dost. Mislim, lahko pa obrnem list, pa me niste frej še eno uro. Ne bom ga obrnil. Bodite prečudovito, vedite, da ste ljubljeni. Zato, ker ta žica od zgoraj, to je samo ena prispodoba, veste, po drugi strani smo pa znotraj etra. Ampak, dejte, veste, ta žica res ne bo spustila nečistosti skozi. To pomeni, bodi kdor si, ne igraj ljubezni, ne bodi ciničen do nje, ti si otrok vesolja, pripadaš tej žici, vendar ne umazan, ne? In ni čarule, ki bi te očistila, ampak obstajaš samo izključno vsak sam sebi svoj grešnik, razsodnik, ali kaj je že pol, ne? Grešnik, razsodnik, tožnik, vse na koncu. To človek je sam sebi. In ja, drži. Ne rabite vi Petra, Patra, Puka, Panka, da bi vam rekel, odvezal vaše grehe. Ampak samo vi. Izključno vi ste sami odgovorni za to. Za nazaj so stvari lahko takoj pozabljene. Samo prostiti jih morate vi sami. Ne? Mislim, jaz sem to naredil. Pa še kaj sem naredil. Vam bom vse pokazal, pa vam ni treba tega. Jaz pa vam bom pokazal, kaj sem vse naredil, da sem se odklopil od tega zajčnika idiotskega. Cirkus deo. Jaz upam, da greste kaj z boso nogo, da vi kaj pijete ful več vode. Da se umerjate, da ste čedalje bolj mirni, da spuščate sistem, da se ga ne držite. Joj, kaj pa če vam zdaj? Ne vem, okej, imam še eno iztočnico, sem glih kar dobil, tudi zelo pomembno za vas. Meni pravijo, ja, Matej, sem lahko te, pa veš, ko si sam, pa tle imaš tako, pa nimaš. Ja, zdaj je točno tako, kot mora biti, ne. Sej univerz je meni odstranil stvari, da sem se jaz lahko sebi še bolj posvetil, malo prej kot kdo drug. Ampak jaz sem že leta nazaj si vzel en vikend zase. Ali pa eno noč prespat sem šel jaz sam zaradi sebe. Pa jaz mislim, da danes je kar ta pravi čas, da grem ven spat, že ne 3 dni študiram. Jaz sem si vzel najprej 1 uro, pa pol 3 ure, pa pol 7 ur, pa pol 2 dni, pa pol 5 dni in pol sem jaz pogruntal, da sem postal odvisen od svojega miru. In jaz sem umeril 24,7. Zdaj se zdi slišalo glih tako, da sem umeril 24,7. Ne. 7 dni v tednu živim v miru. 365 dni. In takrat misli letijo. Se pravi 365, ne? Ali kaj? Ne, saj niso, ves čas tako. Ampak, a veste, mir je ena stvar, ki si jo morate vzeti. Ta sistem vam jo ne bo dal, vam ga ne bo dal miru. Ta svet živi za nemir. In je nemaren. Nemeren in nemaren. Mi pa v miru lahko ujamemo in pol manifestiramo karkoli pač že počnemo najraje. Ne, ker če delamo strastjo in ljubeznijo, je ziher super dobro. Tako da
Če ne morete 24 ur, bo pa 3 ure boljš kakor nič se odrezati od tega sistema. Dosti je, ne bom vas več napajal. Zdaj. Ljubljeni ste od celotne žice, ker po tej žici pretaka energija, ki se rece se ljubezen, ne. Mislim zdaj. Vi kakor čte. Možnost imate, povabljeni ste, razlagam vam, zakaj naj bi to počeli. Odločite se pa sami. Držite se. Čau.